Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Še najmanj en mesec trdega boja nas čaka, pravi premier Janša. Kdo bi si to mislil, ko smo 15. maja prvi na svetu razglasili preklic epidemije, ali pa ko so NATO-va in domača letala preletela Slovenijo v zahvalo. Vi pa gledate 27. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Faktor tedna je Donald Trump. Volitve, kot jih še ni bilo, in zmagovalec je lahko samo eden. Amerika je volila, ni pa še čisto izvolila. Zmagovalec je kljub temu znan in je lahko samo eden. Kdo pa to je, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič. Toplo pozdravljena. Dober večer. Igor, Bernard, še danes dopoldne smo takole kot Donald Trump v Sloveniji vsi na čelu s predsednikom vlade Janezom Janšo plesali. Zdaj popoldne se je situacija obrnila. Kako vidva komentirata te zgodovinske ameriške predsedniške volitve? Namreč rekordna udeležba, številni preobrati, glasovi še niso prešteti in ta hip še ne vemo, kdo je zmagal. Lahko Biden, lahko Trump, lahko oba, lahko pa nobeden. Jaz mislim, da smo priča zgodovinski prevari, kraji volitev pri belem dnevu. Dogajanje recimo v teh swing states, v Rust Beltu naprimer, me napotujejo na to ugotovitev. Dejstva so, da naprimer v Wisconsinu je glasovalo več ljudi, kot je registriranih volivcev. Zanimivo je, da v vseh teh državah, 6, ko so prenehali štetjem glasov, so na oblasti demokratski guvernerji, tako da so očitno demokrati se zgledovali po Josifu Visarionoviču Džigošviliju Stalinu, ki je v luči partijskega kongresa v začetku 30. let dejal, da ni važno, kdo in koliko jih glasuje, važno je, kdo šteje glasove. In točno to se zdaj potrjuje. Jaz mislim, da je to zelo slabo za stanje ameriške demokracije, ker kdorkoli bo zmagal, jaz osebno mislim, da bo demokratom uspela ta svetovna prevara, da bo izjemno težko, zlasti glede na to, da je republikancem očitno uspelo ohraniti senatno večino, vladati tudi Joeu Bidenu. Preden damo besedo Igorju, bi te sam popravil, Bernard, tista novica, da je v Wisconsinu glasovalo več ljudi, koliko je registriranih volivcev, se je kasneje izkazala za neresnično, ker pred številki, ki je bila objavljena, niso upoštevali še tistih, ki so se registrirali na volilni dan. Ampak ni pomembno to za današnjo debato. Igor, izvoli. Bernard je rekel največja volilna prevara v zadnjih 100 letih, mislim da. To je zdaj novo rek, ki vidimo, da spremlja skoraj vsake volitve, da se kar vnaprej razglasi volitve za neveljavne, ukradene, sumljive. Je res, da se v Ameriki kar pogosto to dogaja, na predsedniških ne toliko, razen leta 2000, ko je šlo za vprašanje Floride in razmerja Gore in Bush. Drugače pa zelo pogosto v Ameriki to prihaja pri volitvah županov, pri volitvah guvernerjev, državnih senatov, državnih predstavniških domov. Tako da je neverjetno pri taki demokraciji, ko bi človek mislil, da je urejena, da skratka zelo pogosto. Kar pa zadeva zgodovinskosti, veste, vsake volitve so zgodovinske na svoj način. Recimo, za tiste, ki prvič spremljajo volitve, se jim zdi, da je ta ostrina bitke bila zgodovinska in enkratna. In kaj bo potem, ali bosta priznala drug drugega, ali ne bosta, oziroma ta, ki je izgubil, ali
kako bo s tem. Ampak, glejte, že od drugega do tretjega predsednika, od Adamsa do Jeffersona je bilo tako, da je Adams šel iz Washingtona, prednje je bila inauguracija in sta potem sicer postala, mislim, bila frenda, ker sta itak prijatelja že iz časa osamosvojitve, ampak tako sovraštvo je bilo to takrat. Potem recimo Hoover pa Roosevelt leta 32 oziroma 33 tudi nista spregovorila besede na predaji januarja, ko je bilo. Najhujše je bilo pa, ko je Lincoln zmagal, ko je 11 držav reklo, ne priznavamo izvoljenega predsednika in so šli ven in sledila državljanska vojna. Jaz mislim, da kaj takega se zdaj ne bo zgodilo, ampak možnosti za to, da se še vlaga neke pritožbe, preverbe, je pa ogromno. Ne? O tem bom verjetno še kaj rekel. Bernard, na čem recimo ti svoje temeljišče dosti odločno stališče, dosti odločno temeljiš, da je šlo za volilno prevaro, a ni tako, da mešane komisije pač te volilne glasove in če bi prihajali do prevare, bi verjetno potem tudi zaupniki republikancev to opazili? Jaz se zanašam na svoje statistično sklepanje, kakšna je verjetnost, da recimo, če ti vodiš za 700,000 glasov v Pensilvaniji, da praktično prekinejo glasovanje po 2 urah, pa kar naenkrat pride tam nekaj 100,000 glasovnic, kjer praktično izključno za Joea Bidena. Če izhajaš izpod mene, da se glasovnice naključno porazdeljujejo, je potem verjetnost, da imaš ti konsekutivno 200,000 glasov izključno za Bidena enaka nič. Se pravi, čist statistično sklepanje, da so prekinili glasovanje, kar je tudi zgodovinski štetje je zgodovinski unikum in so kar naenkrat ustvarjali te glasovnice in spomnimo se tweetov Donalda Trumpa iz meseca junija, ko je opozoril, da bodo dejansko demokrati izvedli v teh državah, kjer so demokratski guvernerji tovrstno prevaro z glasovanjem po pošti, da so pošiljali glasovnice na zalogo. Po Twitterju se pojavljajo fotografije kupov glasovnic, ki jih po nekih žaklih nosijo gor in dol. Skratka, izjemno slab signal tradicionalne, bom rekel, zibelke demokracije, kot so Združene države Amerike, da niso sposobne izpeljati nekega legitimnega glasovanja, tako da ne glede na rezultat bo ta zagrenjenost in razdeljenost v Ameriki se še poglobila, zlasti v luči tega divjanja hord, antifa, komunističnih prekucuhov, ki ne bi sprejeli tega rezultata, tako da se obeta zelo, zelo črna prihodnost v vsakem primeru. Jaz osebno mislim, da bo Bidenu, kot rečeno, uspelo in da se nam obetajo zelo neprijetni tedni tožarjenja po posameznih zveznih državah. Veliko boljše bi bilo, če bi imeli zelo jasen rezultat z neko legitimno tekmo. Tudi sama volilna kampanja, če pogledaš, da je praktično proti Trumpu nastopil koalicija big tech podjetij, se pravi Facebooka, Twitterja, socialnih omrežij, ki so ga blokirala in blokirala konzervativne glasove po eni strani, na drugi strani vsi mainstream mediji, vključno s Fox News, ki je leta 2016 vsaj pogojno podpiral republikanskega kandidata, tokrat se je v celoti izneveril. Tretji dejavnik, če si spremljal predvolilne mitinge Trumpa ali pa Bidena, Trumpovi nabito polni, medtem ko je Biden
nagovarjal samo svojega šoferja in nekaj mimoidočih. Vse to te napotuje, da je nekaj v Ameriki zelo, zelo narobe in da je prihodnost ameriške demokracije, po mojem mnenju, precej temna. Igor, kaj ti praviš na te črnoglede napovedi? In pa še tole, kot vemo, Američani nimajo samo posebnega volilnega sistema v primerjavi z našim, da odločajo na koncu elektronski glasovi, ampak še neke druge posebnosti imajo, okoli razglasitve predsednika in tako naprej. Je gotovo, v vsakem primeru ta proces bo šel naprej, tam do 8. decembra morajo države javiti, kdo so ti elektori, glede na, in da to je potem razglasitev formalna, kako države razumejo, kdo je zmagal v posamezni državi. Potem imajo še nekaj dni časa, se izvrši glasovanje, tam enkrat se mi zdi 14. decembra in potem 6. januarja predsedujoči, 6. januarja predsedujoči kongresu, ki je obstoječi podpredsednik, se pravi ta Pence, bo razglasil rezultate in od takrat naprej do 20. januarja, ko je inauguracija, ta postopek teče. Seveda zdaj v tem času je prostora za manipulacijo, kakor hočete. Mislim manipulacijo, mi rečemo manipulacijo, ko gledamo moralno, ampak drugače to političen boj do zadnje kaplje krvi, kot se Američani grejo zmeraj. Tako da, ne nazadnje, veste, tisto, kar oni razumejo kot del tega obreda, je, da mora ta, ki je izgubil, priznati, da je izgubil. In kadar se to zgodi, ni problema in ni več nobene možnosti, da bi katerakoli organizirana grupacija kogarkoli drugega nastala oziroma tega, ki je priznal, da je izgubil. Če pa oba razglašata do zadnjega, še prav še na tem 6. januarju, da sta zmagala, potem pa je problem. Ker potem glasuje kongres. Kongres pa zdaj, če je večinsko, se pravi spodnji in senat, predstavniški dom in senat od ene stranke, se pravi za enega kandidata, potem stvar ni sporna. Če pa en dom za enega, drug dom pa za drugega, potem pa je problem, koga razglasiti 20. To se sicer ni zgodilo še v zgodovini, ampak marsikaj se še ni zgodilo, pa mogoče se še bo. Bomo pogledali, kaj vse se lahko zgodi po oglasih, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo bo novi ameriški predsednik, Trump ali Biden. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brčič, pogovarjamo pa se o tem, zakaj Donald Trump še ni ponovno izvoljen za ameriškega predsednika. Igor, kako se recimo te volitve z procesnega vidika razlikujejo od prejšnjih volitev? En močen dejavnik tukaj je gotovo pač epidemija koronavirusa, so pa tudi neke druge spremembe, ne? Ja, ta koronavirus je izgleda vplival na to, da so mnoge države omogočile volitve po pošti, tudi povečali možnost elektronskih volitev, drive-in, se pravi z vožnjo mimo in tako naprej. Ta diskusija, kako speljati volitve, se je začela že takoj na začetku korone. Nekateri so bili zlasti ta demokratski del za to, da se čim bolj to sprosti, da se tudi poveča število dni volitev in tako naprej. In recimo 100 milijonov ljudi in še nekaj več je volilo pred dnevom volitev. In to je več kot pa na volilni dan, ena velika sprememba, ki potem seveda odpira tudi vprašanje zaupanja, o čemer je Bernard govoril. Se pravi, možnosti, da se tu manipulira oziroma da se predvsem misli, da se manipulira, je bistveno več, kot je bilo prej. Ker s tem glasom, ki gre prek pošte, se lahko marsikaj dogaja oziroma bistveno imaginacija je večja o tem, kaj bi se lahko zgodilo in kako se da povečati število glasov, kot pa recimo, če se klasično oddaja na voliščih. Tako da to gotovo bo velika zgodba še na sodiščih, zlasti tam, kjer bojo eni in drugi vlagali preglede, evalvacije in tako naprej. Tako da to vprašanje zaupanja je veliko vprašanje, ko gre za volitve.
Recimo, meni je nepredstavljivo, zakaj v Ameriki tradicionalno ni potrebno izkazati istovetnosti volivca, se pravi, da ne zahtevajo osebne identifikacije, tu je prostor za manipulacije neizmeren, ne? Tako da taka stara demokracija, kot so ZDA, pa njihov način glasovanja, mislim, da ne morejo biti zgled nobeni sodobni demokraciji. Mislim, da se bojo morali Američani zamisliti nad svojim volilnim sistemom, ne toliko nad elektorskim sistemom, ker marsikdo zmotno misli, da je Amerika demokracija. Amerika je republika in so ustanovni očetje, pisci ameriške ustave, predvidevali, da ne sme priti do majorizacije teh večjih držav in zaščitili z elektorskim sistemom majhne države, ampak sama tehnična izvedba volitev, mislim, če to iz evropskega pogleda gledamo, so naše volitve, kljub temu, da imamo vučkote in podobne manipulatorje, vrhunsko izvedene, kar se štetja tiče. Človek bi mislil, da ena najnaprednejših tehnološko držav praktično volitve, da štejejo glasove zdaj že tako rekoč skoraj 2 dni, da je to pravzaprav zelo slab signal za legitimnost. Če sama tehnika izbere ni legitimna, potem se zaupanje v rezultate politične tekme spodkopava. Če zdaj pogledamo mogoče implikacije za Slovenijo teh ameriških volitev, ne, vemo vsi, predsednik vlade Janez Janša se je zelo eksponiral glede teh predsedniških volitev v ZDA. Najprej je v jeku kampanje, v finišu kampanje javno s tweetom podprl pač obstoječega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ne. V tweetu je mimogrede tudi kar dosti užalil pač Joea Bidena, namreč rekel je, da če bo slučajno bi bil izvoljen, kar sicer Janša ne verjame, potem bi bil to najšibkejši možni ameriški predsednik in seveda prosil Trumpa, da zmaga. No, danes je verjetno na krilih te euforije tega plesa Trumpa in njegovih privržencev dopoldne že tweetnul, ne, da čestita Trumpu za zmago, ker je jasno, da so ameriški volivci pač izvolili Donalda Trumpa. Tega ni storil noben drug evropski državnik, celo Twitter sam je dal opozorilo na ta Janšov tweet, da je ta tweet nastal preden so bili znani uradni rezultati, ki mimogrede še ta hip niso znani. Zakaj po vajinem mnenju Janez Janša tako odkrito navija za Donalda Trumpa, drugi pač šefi držav po Evropi ne? In kaj lahko to za Slovenijo pomeni, v pozitivnem ali pa v negativnem smislu? Jaz mislim, da so drugi državniki v narekovajih riti, dejansko je povedal to, kar je res. Joe Biden, po mojem, ni primeren za predsednika, upoštevaje dejstvo, da je možak resno kognitivno prikrajšan, oziroma, če sem politično nekorekten, da boleha za očitnimi znaki demence. Skoraj staviti bi se upal, da ne bo dokončal tega mandata in da se nam obeta potem predsednikovanje zelo dvomljive ženske Kamale Harris. Tako da jaz razumem predsednika vlade, da pač ne slepomiši pove stvari take, kot so. Dejansko gre za marioneto. Če pogledaš navdušenje Američanov, je bilo takšno, da so bile njegova zborovanja v celoti prazna. Da ne navdušuje, da tandem Biden-Harris ne navdušuje in da so tisti, ki so glasovali, se pravi die hard demokrati, glasovali iz neke inercije, da je pa seveda v ozadju te kandidature zelo močne strukture globalistov, globoke države, obveščevalnega sektorja ZDA, vojaško-industrijskega kompleksa globalistov, tudi nenazadnje globalne sile, katere so bile v prid izvolitve Joea Bidena, so povedne koalicija Kitajske, Irana, Evropske unije, vsi si želijo konca trumpizma, se pravi
konca populističnega momenta. In jaz mislim, da je zato so tako ameriške volitve pomembne, zaradi tega, ker gre za odločilen trenutek v tem, ali bo ta kontrakultura, ki jo je skušal vzpostaviti Donald Trump, se pravi nasprotovanje tega konsenza, ki se je v Washingtonskem močvirju oblikoval med demokrati in republikanci, se pravi deindustrializacije, svetovne vlade, tehnokratov in pa vmešavanje Združenih držav v notranje zadeve vseh držav na svetu, da se bo vrnilo, se pravi, na business as usual. In sem prepričan, da si marsikdo med republikanci, se pravi v republikanskem establishmentu, želi, da bi bil Joe Biden izvoljen, ker pomeni to konec te populistične politike Donalda Trumpa. Dobro, jaz mislim, Aljoš, da je to politično absolutno neprimerno za predsednika vlade, da karkoli komentira kandidate v drugi državi. Niti v skladu z bontonom, ne glede na to, kaj je z bolezenskim stanjem ali z njegovo situacijo, mislim na Bidna. In je to uvajanje neke prakse, ki jo do zdaj v glavnem nismo poznali, ne, da bi predstavniki države na ta način se tako pristrastno vključevali v potek enih volitev. Je pa gotovo to vezano na agendo, ki je identična, tudi izrazoslovje z republikanci. V Ameriki, zdaj kako so povezani, to ve naš predsednik vlade sam, bi bilo treba verjetno njega vprašati, kaj si on od tega obeta in za koga to dela, ampak gotovo ni prav, da smo tu nek drobiž za velikih sil, ne za podplačevanje ali pa kakorkoli. To se mi zdi absolutno neprimerno. Kaj vidva recimo pričakujete, da bi lahko bile slovenske poteze, če slučajno Biden januarja prihodnje leto priseže kot novi ameriški predsednik, bomo odpoklicali veleposlanika iz ZDA, kakšne druge korake, manj hude, ostrejše, ker dejansko, če smo, kot pravi predsednik vlade, na stališču, kar je danes tudi tvitnil Modrigom, da je Biden poskušal ukrasti volitve, tako kot Milošević v Srbiji, ne, poskuša dobiti 120%, potem verjetno se pričakuje, da bodo tudi kasneje kakšne posledice teh tvitov, ali ne? Kar zadeva našega veleposlanika, so ga zgleda že zamenjali oziroma so ga odslovili in predstavili, tako da to so že predčasno naredili. Kar zadeva pa, veš kaj bi še opozoril, Ljuštvo? Mi vendarle se pripravljamo na predsedovanje Evropske unije. Ja. In jaz mislim, da utegne, če to ni dogovorjena poteza na strani evropskih konzervativcev, kar počne naš predsednik vlade, potem bi znalo to Janšo stati bolj kot vsi ti ulični, ne vem kaj. Ker ne vem, če si Evropska unija lahko privošči tazga prostega, svobodnega strelca na čelu čez dobre pol leta. Bernard, kaj ti misliš, da se bo zgodilo posebej, če na koncu res zmaga Joe Biden oziroma ga razglasijo za ameriškega predsednika? Nič se ne bo zgodilo zaradi tega, ker smo mi prhlaj na sukniču, nepomembna država. Pozornost, ki ga je bil deležen tvit našega predsednika vlade, je pripisljiva izključno pač temu, da je nekoliko izstopal iz običajnega besednjaka. Ni pa seveda res, da se politiki ne komentirajo volitev, ker praktično je celoten evropski establishment, Kitajska, Iran so izrazito pro-Bidenu agitirali, ne nazadnje tudi naslednica Igorjeva v stranki SD se je odkrito postavila na stran Bidena. Je sicer res, da ona ni zaenkrat, Bogu hvala, še predsednica vlade, ampak meni se, kot rečeno, za eno tako nepomembno državo, kot smo mi, ni nek prvovrstni škandal. Lahko bi se morda predsednik vlade nekoliko zadržal pri ostrini
zapisa in nekoliko bolj konciliatorno izpostavil, da bi bilo za Slovenijo bolje, oziroma Evropo po mojem bolje, da bi Trump dobil drugi mandat. Je pa to recimo, Bernard, da mu je že čestitev za zmago? To, da mu je čestitev za zmago že danes. Se pravi, ni še rezultatov in mu je čestitev za nekoliko zmago. problematično, ker kot rečejo Američani, it ain't over till the fat lady sings, se pravi, v Wagnerjevih operih doktor Brunhilda ne zapoje zadnje arije, se zadeva ne konča in sem prepričan, da se ta zgodba z ameriškimi volitvami ne bo tako kmalu končala. Se pravi, je šlo verjetno za zdrs, preuranjeno čestitko, ampak kot rečeno, ne bi pa dramatiziral tega, ker je Slovenija res nepomembna. Ne nazadnje, bodimo pošteni, tudi v času Donalda Trumpa si noben slovenski predsednik vlade ni zaslužil obiska v Beli hiši, tako da ne bo nobene tragedije, tudi če Joe Biden zmaga, bo v Beli hiši prisotna dobrohotna ignoranca, kot je veljala tudi za dosedaj. Navkljub temu, da smo imeli zdaj Slovenko kot prvo damo, praktično si od Trumpa v smislu izboljšanja odnosov ZDA Slovenija nismo dosegli praktično ničesar, kar je nekje zelo žalostno, glede na to, da je vendarle ZDA najmočnejše gospodarstvo, najmočnejša vojaška sila in bi si človek želel najboljših možnih odnosov s to državo. V Beli hiši je bil Borut Pahor, sprejel ga je Biden, upadel je za mogoče par momentov tudi takratni predsednik Obama, tako da to je vendarle že bilo, ne vem, če je Drnovšku uspelo tudi, ampak zna biti, da tudi v kakšnem momentu, tako da ni neka blazna tragika, pa tudi ne vem, zakaj slovenska diplomacija pa nekateri posamezniki toliko dajo na to, ker je vendarle jasno, da če ne narediš ene velike stvari za Združene države Amerike, potem tudi Bele hiše ne vidiš. No, če pogledaš sosednjega predsednika vlade Viktorja Orbana, je bil zelo dobrodošel v Beli hiši, če ravno država ni bistveno večja, kot je Slovenija, ampak je teža madžarskega predsednika v kontekstu evropske politike bistveno večja, kot je žalibog našega predsednika vlade. Cena za obisk v Beli hiši je približno milijardo velik posel, ali pa kakšna taka usluga, kot jo je naredila Srbija zdaj z odprtjem prenosom ambasade v Jeruzalem, ne, bomo še videli. Skratka, mi smo blizu temu, ker imamo nek posel velik 700 milijonov, pa če bi verjetno tle še pa še jedrska elektrarna Krško, recimo. Ne? Tako je, ampak tviti so v vsakem primeru premalo, ne? To je treba en velik posel imeti. Ja, sej Trump ni všečkal tega Janševega tvita, je pa retvital podporo Orbana, recimo pred volitvom. Ampak to me zanima. Samo malo še, če damo napotilo, ne, kdaj je najbolj čestitati, ko gre v ZDA. Saj toliko je treba počakati, da čestita kandidat oziroma protikandidat, da je izgubil. Saj toliko, če ne celo do inauguracije. Bomo čez 4 leta videli, če smo se kaj naučili. Ampak zdaj, če smo zelo natančni, vemo, današnji smrtni davek, nažalost največji, odkar je epidemija koronavirusa, 29 ljudi je umrlo s to boleznijo. Danes predsednik vlade naš pa nekaj 10 tvitov že dopoldne okrog ameriških volitev. Bernard, Igor, to nekako ne vliva upanja, da bo predsedniku vlade in vladi uspelo povezati vse sile v Sloveniji in jih usmeriti v to, da čim prej pridemo pač iz tega stanja epidemije, ki ga imamo pri nas, ali se motim? Kar zadeva tole, je zanimivo, ne, da Trump je največji zanikovalc koronavirusa, bistveno večji kot kakšni tile influencerji, ki jih preganjajo vse posod, ker so se brez maske slikali in ne vem kaj. In tudi njegov vpliv na celoten potek korona krize je bistveno večji. In zanimivo, da nam je Janša poskušal dopovedati, da je ta glavni vzor za premagovanje korona krize glih Donald Trump
in ne mogoče Angela Merkel ali pa kdo drug. Ja. Tako da to je mogoče bilo za razbrati v teh sporočilih njegovih, da se na dan, ko je največji problem korona kriza, on ukvarja s Trumpom. Ampak počne pa ravno obratno kot Trump. Jaz ne bi rekel sicer, da je Trump zanikovalec, ne nazadnje uporablja zelo priročno semantiko, da je COVID-19 kitajski virus. Ja. Dejansko predsednik vlade v Sloveniji politike uporablja ravno kontra Trumpu, ki je zelo liberalen, kar se tiče zapiranja države. Tako da, ampak ne nazadnje v ZDA je vse obratno. Tam so komunisti oziroma socialisti modri, konzervativci rdeči, kar je liberalno v ZDA, je pri nas socialistično. Skratka, razmere v ZDA so precej drugačne kot v Evropi. Kaj se bo po vašem mnenju zgodilo, kakšne preobrate lahko pričakujemo predvsem v ameriški zunanji politiki, če pride do izvolitve Joea Bidena? Jaz mislim, da bistvenih potez ne bo. Verjetno v Izraelu se navadno dogajajo kakšne premiki, kadar so demokrati na oblasti oziroma kadar se zamenja oblast. Mogoče bi Biden lahko nadaljeval z Iranom podobno kot je končal Obama, se pravi, da bi spet nek sporazum sklenil. Potem je vprašanje, kaj bo s Severno Korejo. Trump se je dvakrat dobil, kaj so se dogovorili, ne vemo, ampak naenkrat Severna Koreja ni bila več del teh, kar je Bush imenoval os zla. Kaj bo z Evropo in NATO-om, verjetno bo podobna politika, kot je bila za časa Obame, se pravi, ne bo tako na trdo igral, ne bo tako na trdo zahteval, da Evropa da več, ampak jasno v interesu Amerike je, da NATO da Evropa, zlasti Nemčija in Francija, bistveno več kot do zdaj. Tako da do Latinske Amerike se bo obnašal tako kot zdaj, se pravi, to je njihova polkolonija na nek način. Vprašanje zdaj pa še Rusija in Kitajska. Amerika tu pravzaprav nima neke bistvene izbire. Ne? Če hoče ohranjati vodilno vlogo v svetu, potem bo morala dosti trdo igrati z obema, in z Rusijo in z Kitajsko. Bojo pa verjetno razlike v nekih finesah. Ne bo tako na trdo in ne bo šlo prek tvita, ampak z nekimi bolj diplomatskimi potezami, ampak isto obramba interesov ZDA. No, jaz pričakujem nekoliko radikalnejše preobrate. Če je bil mandat Donalda Trumpa zaznamovan z umikom ZDA, se pravi politiko America First, se obetam vrnitve globalizma. Mislim, da lahko, vkolikor bo res Bidenu uspel veliki met, da odpirajo šampance in v Iranu in v Iranu najbrž ne, če so ta pravi muslimani, ampak kaj drugega odpirajo. Na Kitajskem gotovo so zelo zadovoljni. China Joe pomeni to vrnitev neke neokonzervativne doktrine, se pravi konsenza demokratov in republikancev, da se vmešavajo v notranje zadeve drugih držav. Lahko si obetamo kakšno zaostritev na Bližnjem vzhodu, vrnitev ZDA v Sirijo. Mislim, da to gotovo ni dobra novica za ameriško-ruske odnose in da se lahko obeta spet kakšen vzpon islamske države. Skratka, muslimani so lahko izjemno zadovoljni, da bi bilo konec vladavine Donalda Trumpa. Hkrati je to velik udarec za razvoj politične situacije v Evropi, v smislu tega, da je bil vendarle Trump nek globalni nosilec kontrakulture oziroma tega nasprotovanja washingtonskega in bruseljskega konsenza multikulturalizma,
da recimo v Berlinu in v Parizu se veselijo Joea Bidena, ker gre za enega izmed njih, se pravi za globalistično marioneto, in zlasti zaradi njegovega zdravstvenega stanja sem prepričan, da tudi če bo dobršen del mandata preživel, da bodo vladali v bistvu sile iz ozadja. Jaz res ne bi, če si pogledal njegove posnetke, je zelo, zelo zaskrbljujoče, ker človek skoraj da dvomi v njegovo pravilno sposobnost, njegovi spominski zdrsi, da si ne zapomni niti imena zdajšnjega predsednika ZDA in ga poimenuješ George, da ima težave z poimenovanjem njemu bližnjih, kot je njegova soproga, da nas to napotuje, da imamo predsednika, ki je v zelo, zelo slabem zdravstvenem stanju, in bo to igralo po mojem tudi pomembno vlogo, če pogledamo v zgodovini, recimo v času vladavine Antonija Edna v 50. letih, ko je bil kot angleški oziroma britanski premier pod zdravili, kakšne so bile posledice recimo na Sueško krizo, bi lahko bil to pomemben dejavnik, ki napotuje na ugotovitev, da se nam obeta obdobje negotovosti in da prihodnost ni najlepša, po mojem, v mandatu Biden-Harris. Igor, zadnje vprašanje zate. Ankete so ponovno, tako kot pred 4 leti, zgrešile skoraj v celoti, ne glede na to, kakšen bo končni rezultat. Tudi če Joe Biden zmaga, napovedovale so gladko Bidenovo zmago. Čemu ti to pripisuješ? Jaz mislim, da celotna znanost, ki se ukvarja s tem anketiranjem, to ni bistveno napredovala. To mislim tudi na politologijo, ker enostavno v tej znanosti ne delujejo ljudje, ki bi poskušali ugotoviti, kako se da volitve napovedati in kako se da potem tudi odpeljati tam primanjkljaje, recimo, kar pa zadeva te aktiviste, da se da odpeljati primanjkljaje oziroma odpraviti primanjkljaje tam, kjer se izkažejo. Se pravi, ne znajo jih niti zaznati, niti odpeljati. Se pravi, zgleda, kot da delajo na nek način utečenih vzorcev, ki enostavno mečejo slabo luč na celo znanost in potem tudi na ta politični aktivizem. Ja. Zlasti, ko gre za demokrate. V redu, smo prišli do konca oddaje. Ta hip Amerika še nima predsednika, ampak sem prepričan, da do naslednje naše oddaje ga bo pa mogoče, prepričanje, prehudo ocena pa že imela. Za danes pa dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Trumpovski ali, če hočete, Bidenovski, že 484. faktor na TV3. Jutri ne zamudite najboljše oddaje tega tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, ali nam terorizem že trka na vrata. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.